Prvič smo za vas pripravili stilsko preobrazbo istega prostora in to kar v 3 različnih stilih. Verjamem, da boste našli zanimive in uporabne ideje za dekoriranje vaše jedilnice in kuhinje. Danes smo našo stilistko Valentino Vovk postavili pred ustvarjalni izziv. V salonu pohištva Rutar bo dekorirala kuhinjo in jedilnico v 3 različnih stilih. Me prav zanima, s katerimi bo najbolj prepričala. Živijo, Valentina. Živijo. Danes imaš pa prav posebno zanimivo nalogo oziroma izziv. Ja, res je. Današnji izziv je bil ta, da torej to kuhinjo, ki jo vidiš tukaj, opremim v 3 različnih slogih. Tako, moja prva misel je bila, ko sem zagledala to kuhinjo, da zaradi teh verjetno ravnih oblik, zaradi pač, mislim, nima nobenih ročajev, ničesar, da je to zelo ena taka urbana kuhinja. Ja, tako da sem si potem nekako probala predstavljati različne ljudi, ki živijo v tej kuhinji oziroma bivajo z njo. In sem nekako oblikovala 3 sloge, ki sem jih poimenovala, tako sem dala tak delovni naslov. En je retro, stil 70. leta, potem imamo tako bolj elegantno, monokromno kuhinjo, potem imamo pa maksimalistično opremljeno kuhinjo z živimi barvami, pisano boho stil, tako pisan. Tole je retro slog 70. let. Ja, okrogli stoli. Ja, tako, ja. Pač probala sem poiskati dodatke oziroma tudi kose pohištva, ki spominjajo na pač slog 70. let. Recimo ta lestenc je že tak, ne, zelo retro oblikovan. Potem barve, ki so značilne za tisto obdobje, oranžna barva recimo je bila takrat zelo popularna, potem v kombinaciji s temi bež odtenki. Tudi dodatki, oblike dodatkov, ne, te malo bolj okrogle vaze in tako. Ja, tole zdaj pa že čist drug svet. Res je, drugače kot prej, ne? Ja, precej. To je monokromen stil opremljanja oziroma minimalističen slog tukaj. Kaj pomeni to? Torej, uporabili smo zelo malo barv, vse je zelo umirjeno, se pravi črna, siva, bela. Toplino v tej kuhinji pač ni potrebno posebej dodajati, ker tukaj je zelo veliko lesa in ta les doda toplino, a ne? Ta slog je primeren za ljudi, ki imajo radi čiste linije, ne marajo preveč pisanih stvari, imajo radi bolj eleganten slog, ne? Srebrna, zlata barva, tukaj smo pač uporabili srebrno, ne? Pri dodatkih. Tudi tepih je v tem stilu? Ja, tepih je zelo lep, eleganten tepih, take svetlo-sive barve. Siva barva vedno doda eleganco, ne? Sploh ta svetlo-siva z malo beline, tako da... Zelo zanimiva se mi zdi luč, samostoječa, za razliko od prej. Res je, tukaj smo uporabili samostoječo luč. Dostikrat je tako, da mogoče nimamo primernih inštalacij ali pa točno na pravem mestu, a ne, in takrat, da pride na sredino mize, recimo lestenec, in takrat lahko uporabimo tudi takšno samostoječo luč. Ta tukaj je zelo elegantna, imamo različne pač dizajne za različne sloge. Kakšnemu profilu ljudi bi pa namenila zdaj nek tak stil? Jaz konkretno sem si zamislila, tukaj je en tak mlad par brez otrok še. Ne vem zakaj, tako mi je bilo lažje potem se pač pripravljati, ki tukaj pač pripravlja večerjo za svoje prijatelje. Smem povabiti? Seveda. Izvoli. Hvala. Ja, Valentina, s tole postavitvijo si se mi po srce usedla. A res? Res, to je siguren moj izbor. Ja, všeč mi je ta živahnost, pisanost, domačnost. Si popotnik mogoče? Ja, mogoče pa tudi malo, ja, seveda. No. Ta slog je, pač jaz sem rekla, boho, maksimalističen slog opremljanja. V bistvu je tak slog značilen za ljudi, ki so malo bolj umetniške duše, ki radi veliko potujejo, imajo veliko spominkov doma oziroma prinesejo stvari iz potovanj in se potem seveda težko od njih ločijo. Težko bi si predstavljali, da živijo v nekem spoliranem, dvobarvnem interjerju, recimo, ne. In ko tukaj vidiš, je vse pisano, ne, predvsem stoli, vsi te dodatki, keramika. To je drugače dosti težek slog za opremljanje, ker je treba zelo paziti, da ne zaideš v nek
pretiran kič, no? Ali pa da vzorci, moraš znati kombinirati vzorce in barve. Baker je trenutno pač letos zelo moden za pač opremljanje interierja. Uporabljali smo bakren lestenec, pa potem tukaj bakrene dodatke, povsod, ne? Sklede, krožnike. In tukaj smo postavili, ena taka postavitev je pač za popoldansko čajanko. Zgleda tak zelo prijeten in topel kotiček za sedeti in za pogovarjati se o naslednjih ali načrtovati mogoče prihodnja potovanja s prijatelji in prijateljicami. Veš, da me mika, da bi se kar malo usedel. Ja, izvoli. Pa te povabil tamle na tale rogljiček. Vse ostale bi pa povabil mogoče še, gotovo vas zanima, koliko vse to stane, za vsako to postavitev posebej. Lahko dobite stroškovnik, vse v detajle na naši spletni strani. To pa itak že veste, katera je. 3x2.tvanbienti.si